Spoštovane dame in gospode, dragi kolegice in kolegi, draga gosta, lepo pozdravljeni, dobrodošli v Arhivu Republike Slovenije na zadnjem mesečnem predavanju pred poletnimi počitnicami. Lepa hvala, da ste se tako velikim številu odzvali našemu vabilu in kljub lepemu vremenu se odločili nas obiskati v Arhivu Republike Slovenije. Mislim, da je sicer razlog, zakaj ste prišli veliko bolj predavateljih in pa tem, ki boste predstavili. Med nami pozdravljamo dr. Ivana Čuka in pa dr. Aleksandra Lea-Vesta, oba športnika, prihajata z Fakultete za šport Univerze v Ljubljani. Zanimivo je, kako sta pravzaprav prišla do raziskovanja tematike, ki jo boste danes predstavila v današnjem predavanju. V letu 2017 je pa pravzaprav izšla tudi istoimenska knjiga, ki jo lahko pri naših kolegih iz Študijskega centra za narodno spravo danes tudi tukaj kupite. Preden začnemo s predavanjem, samo nekaj informacij o tem, kako bo predavanje potekalo. Kot je to že utrjena praksa, sledi približno 45-minutno ali pa enourno predavanje, na to sledijo vaša vprašanja, komentarji, sugestije. Naj vas ne zmoti prisotnost kamere v našem prostoru, z projektom Sistory sodelujemo že leta pri ovekovečenju naših rednih mesečnih predavanj, ki so čez kakšen mesec po predavanju dostopna na njihovi spletni strani, tako da kdo se bo priglasil k besedi, bo tudi ovekovečen na svetovnem spletu. Predavatelja sta k temu že pristala, vi pa s tem, če se boste priglasili k vprašanju, seveda tudi se vprašate. Draga gospoda, beseda je vaša, pa hvala. Hvala. In da se zelo daljno sadim, ampak nisva skregana. Tako sem dogovorjena zaradi projekcije. Za uvod bi sam nekaj besed povedal, potem pa Ivan bolj sistematično skozi knjigo, kot tudi nas bo popeljal. Namreč zanimivo je, da smo se vodila tudi, ker so pred 5 leti začela vso zadevo. Delovno, ne? Ideja je sicer pada že prej, ko je moj kolega Ivan se veliko ukvarjal s okolje in je pošel do enega zanimivega vprašanja, ne? Je rekel, zakaj se da so po letu 45 ukinjeni, če so bili pa ustanovitelji, so ustanovitelji Osvobodilne fronte, ne? Čisto tako, za najdelovalca vprašanje neč politično, ne? Po pa so rekli, da pa se dajmo noter tega, da so se lotila v tej hiši, ne, v arhivih. Nekako so po poti, ki je predpisana, so prišla do partijskih arhivov in so rekli, da jo povedali z prve roke, kaj tisti so ustanovitelji, pa vodilni ustanovitelji Osvobodilne fronte pišejo o tem, no in pa so nekako 3 leta se obadala s temi arhivi, da so kar nekaj prebrala, veliko tega. Ko se pa tega veliko nabrali, bi pa za naj, ki sva šolana zgodovinarja in usmerjena, ampak so nekako amaterja in so odvisena, ne se hočela to urediti, ne, in sva rekla, moramo najdeti nekaj, kako ne, se veste, v kemiji je kar periodični sistem elementov je lepo po enem principu razvrščen, ampak ne po lepoti, ampak so ugotovili atomska teža, po katerem je lahko razvrščen. So rekli, da še nekaj najdeti, kaj kakšno težo tukaj, kako bi to gradivo razvrstila, in bilo se odločila, da sva Leninovo delo vzela za izhodišče, kjer obračunava z Renegatom Kautskim, kjer lahko piše, kako mora scenarij revolucije komunistične potekati, ne se rekli, da vam bi ga po to uporabljali. Nekaj, da ne bo vodil, ne, so se tega držali, ne. In se je izkazalo, da se da po tem principu, ne glede, da si, ne vem, nekaj drug princip vzameš, se je dal gradivo kar lepo razvrščati. Namreč, sam za primer povem, recimo, ne, eno od zapovedi za revolucijo je bila, da je treba staro vojsko razgraditi in izključno svojo partijsko vojsko delati, ne. In iz tega vam se potem so se pokazali, zakaj so te ukrepi, ki so bili takoj v letu 1941 sprejeti, recimo zakon o zaščiti naroda, ne, zakaj se ne sme noben odpor pojaviti, ki ne bi bil kontroliran strani OF-a, ne. Ker se zapovedali revolucije, potem bilo OF, ne, zdaj izgleda kot meščanska revolucija. No, in
se je pokazalo, da kjer so sokoli, so šli v ilegalo, je takoj že novembra, že prva, začetku decembra, prva žrtva sokolska padla Fanuš Emri, ker je pač po navodilu delo in je pripravljal, organiziral sokole, da bi, ko pridejo zavezniki, se vključili v njihovo delovanje. No, seveda, še kasneje bi pa ta odlok dopolnjen, tako da se striktno tolmačenje odborov EFA je tolmačen tako, da se smrtno kaznuje vsak, ki odvaja sile. Čeprav poboj proti okupatorju vendar odvaja sile, da se ne bi priključile in pod okriljem OEF-a delovali. To se pravi, da nama je ta Leninovo delo, opis revolucije, da nama je zelo koristno, po najnem mnenju. Seveda, če so razgrešila, mi so izpostavljene zgodovinski stroki, zdaj v letu pa pol pač nisva še med nobeni dobrohotno pokaru, ki je izgrešila, ampak ko bo pa bo, ne, se veste, treba se javno izpostaviti pa čakati, da pride pač tam kakšen način, da bo je tukaj, ki se pa zgrešil. Tako no, da ne bom zdaj preveč, to sam za uvod za ogrevanje sem povedal, da je mogoče lažje gledati, seveda, zapoved revolucije je tudi taka, še to bi sam lažje sledil, ne. Tako v Rusiji mogli potekati najprej meščanska revolucija, potem pa komunistična, sovjetska. In zato se tako čuda, kaj se je zgodil zgodovinsko zjavno, neč bi sam prehod na sovjetski del revolucije. Se je vedel, ne, se ni nič začuditi. Tako je vedel, da je končan, pa se je drugi del začel. Kar bo pa kolega v knjigi zdaj boljše predstavil. Hvala za uvod, da bo pa Ivan veliko bolje. Hvala, Aleš. Jaz bi se na začetku zahvalil tudi osebi v Arhivu Republike Slovenije, tam sedita Pavle in gospa Tušarjeva, ki sta nam ogromno pomagala pri iskanju tega gradiva, ker midva kot, bom rekel, začetnika raziskovanja tega dela sva bila kar nekaj pomoči, usmeritve in brez teh, bom rekel, dobronamernih usmeritev, verjetno tudi ta knjiga ne bi nastala na tak način, kot je. Samo arhivsko gradivo, ki je bilo tukaj v knjigi zbrano, sva hotela na nek način posebej poudariti, kaj se je zgodilo s sokoli. Namreč na sliki ni sokola, ampak je kragulj. Kragulj sodi v družino jastrebov in v nekem zgodovinskem političnem razmišljanju so jastrebi tisti, ki so zelo nasilni in hočejo vse pod samo zmed. In sokole sva pa predstavila tukaj s tem štorom, ki rastejo iz zemlje kot iz naroda, ker sokolska organizacija je bila narodna organizacija in se ni zelo politično opredeljevala. Temu kragulju, ki so v družino jastrebov, pa sva hotela poudariti in povedati, v kateri ideološki smeri je pripadal zato, da je uničil sokolsko organizacijo. Zdaj, SS-ovci so imeli pod levo pazduhovo tetovirano krvno stopino in se je tudi tako med vojno, drugo svetovno vojno, tako je vedel, kam nekdo sodi oziroma ne sodi. Zato sva temule kragulju dala ta srp in kladivo pod levo perutnično. Glavni protagonisti te sokolske zgodbe, tako imenovanih levih sokolov, so bili Ljubej, Polič, Rus, Vrhovc in vsi od navedeni so napisali svoje knjige. In Franjo Ljubej je večkrat izpostavil v svoji knjigi za sokolskim praporom, da je to tista rdeča nit, ki naj bi prevevala celotno to levo sokolsko stran. In še veljavno samo tisto, kar je zapisano s krvjo. Zakaj je ta kri to pomembna? Zaradi tega, ker je tudi zgodovina zelo krvava bila na tem delu. Seveda, tudi Aleš je že povedal na začetku, da je bilo to osnovno vprašanje, ki smo ga hoteli razrešiti, zakaj je bil po drugi svetovni vojni Sokol ukinjen, če je bil tako
dober tudi za samo osvobodilno fronto. Ko smo začela tukaj v arhivu brskati, smo začela s stvarmi iz leta 41, pa nismo nič našli, pa smo se počasi pomikala leto nazaj. Ne? In v bistvu prišla smo do konca Prve svetovne vojne, ko se nekako ves problem s komunizmom v svetu tudi resno začne. Seveda, najprej je treba opredeliti, kaj je bila ta sokolska organizacija. Sokolska organizacija je bila strahotno urejena organizacija civilne družbe. V Sloveniji je pred drugo svetovno vojno imela ta organizacija nekaj več kot 40.000 članov, kar je za milijonski narod izjemno velika količina in se v današnjem, športnem svetu skoraj nobena organizacija ne more primerjati po številu kot sokolska organizacija pred drugo svetovno vojno. Tudi en primer, recimo sokolska organizacija je do druge svetovne vojne zgradila več kot 100 telovadnic po Sloveniji, po drugi svetovni vojni praktično nobena civilna organizacija ni zgradila nobene dodatne telovadnice, tako da je bilo to izjemno darilo narodu. Seveda, sokolstvo kot tako se zelo velikrat zamenjuje, da je to samo telovadno društvo, kar je ena velika, ena traparija, ker sokolsko društvo je bilo društvo, v katerem ni bila samo telovadna, ampak je bila glasba, je bilo gledališče, je bil kino. Se pravi, gre za eno zelo široko kulturno organizacijo na Slovenskem. Ne samo telesno, ampak tudi umetniško, kulturno. Sokoli so imeli 4 osnovne vzgoje in če bi katera od teh vzgoj umanjkala, potem to ne bi bila sokolska vzgoja. In to je zelo pomembno vedeti, zakaj. Zaradi tega, ker te 4 vzgoje so pa tako pomembne, da je narod na teh 4 vzgojah se v bistvu tudi razvijal. Seveda, vsi tako pomislite na telesno vzgojo, seveda se so imeli telovadbo, pa malo kdo ve, se je ta sokolska organizacija tudi prva, ki je začela igrati košarko, odbojko in tako naprej, kar se danes recimo pozablja. Potem druga vzgoja je bila moralna vzgoja. In morala je bila zelo visoko zapisana v sokolstvu. Kaj je bilo od te morale najbolj pomembno? Najbolj pomembno je bilo, da je vsak član naroda izjemno pomemben, zaradi tega, ker če vi izgubite člana v narodu, se s tem tudi oslabi narod. Se pravi, človekovo življenje je največja vrednost za sokolstvo. Potem je narodna vzgoja, kjer je recimo letos je bila obletnica Vižmarjevskega tabora. Lahko ste prebrali v mnogih časopisih, bili so tam Lekosta, pa Blajvajs in tako naprej. Pa veste, tam zelo malih je omenili, da so bili tam Sokoli edina uniformirana organizacija, narodna organizacija, ki je predstavljala narod. To je izjemen dosežek in vsi ti, ki sem vam jih naštel, Lekosta, Blajvajs, Ivan Hribar, to so bili vsi Sokoli. In enostavno tudi v javnih medijih se nam ta naša narodna zgodovina kar poriva v strah. In četrta vzgoja, ki je bila zelo pomembna, je demokratična vzgoja. Zelo zanimivo je, da so se zaradi delovanja doktorja Viktorja Murnika na njegov predlog začeli Sokoli med seboj imenovati bratje in sestre. Se pravi, da se izličijo socialni sloj in da se znotraj sokolstva lahko ukvarjajo s sokolstvom od kmetov pa do plemičev, kar je recimo predstavljalo Blajvajs na koncu. Ali pa von Wester. Se pravi, čeprav so bili različnih socialnih struktur, so se med seboj imenovali bratje in sestre in je bila na ta način zagotovljena notranja demokratičnost v Sokolu. Sokol je bil izjemno dobro pravno organiziran.
Ustanovljen je bil po zakonu o ustanovitvi Zveze Sokola Kraljevine Jugoslavije. In to je pomembno vedeti zaradi tega, ker če je to zakonska osnova, potem mora biti tudi po neki podobni zakonski osnovi Sokol ukinjen. V tem trenutku med obema svetovnima vojnama je v Sloveniji delovalo 5 žup, in sicer v Mariboru, Celju, Kranju, Ljubljana, Novo mesto. Primorska je pač zaradi Rapalske pogodbe pač izgubila svoje župe in tudi Italijani so sokolstvo po zelo hitrem postopku, zato ker je bila to narodno zavedna organizacija, ukinili. Tudi malo kdo ve, da so bazoviške žrtve tudi vsi po vrsti sokoli in to je še eno potiskanje pomembnosti te organizacije v temo zgodovine. Tukaj je naslovnica vseh pravil, ki so bili na področju sokolstva. To je nekaj debela klica A5 formata. Je zelo natančno določeno, kaj so pravice in dolžnosti posameznega člana, posameznega društva, posamezne župe in seveda tudi same zveze. Zelo pomembna zadeva pa je, da lahko v imenu društva, župe ali zveze podpisujejo kakršnekoli uradne dokumente samo staroste oziroma tajniki, če gre za neke račune. To je zelo pomembna informacija, da zaradi tega, ker bomo bolj videli, kaj se je tukaj v pravnem smislu ni upoštevalo. V času, v letu 1941, je v teh slovenskih župah so bili naslednji staroste, in sicer v Ljubljani dr. Viktor Mudnik, v Novem mestu dr. Ivan Vasič, v Celju Jože Smertnik, v Mariboru Milan Gorišek in v Kranju Jaka Špicar. In to so edine osebe, ki bi lahko v letu 1941 podpisali kakršenkoli dokument v imenu sokolske organizacije za samo župo. Potrebno je povedati, da na ravni skupnosti teh 5 žup ni bilo skupnega vodstva, skupno vodstvo je bilo samo še na nivoju Kraljevine Jugoslavije. Ob ruski revoluciji v Rusiji je veliko beguncev prišlo tudi v Kraljevino Jugoslavijo. Ti begunci so prinesli s seboj tudi vedenje o tem, kaj se je dogajalo med revolucijo. Povedali so tudi, da so tam Sokola ukinili in na tleh Jugoslavije so dobili domovinsko pravico, da so lahko bili enakovredni člani vsem ostalim sokolskim društvom. Tukaj je nastop pred Sokolom na Taboru v Ljubljani, ruskih telovacov. In tukaj se vidi, že da je tudi vedenje o tem, kako deluje ruska revolucija, prišlo v Slovenijo neposredno od tistih, ki so jo tudi doživeli. Že prej je rekel Aleš, da smo poskušali stvari uskladiti s tem, kaj je napisal Lenin v svoji knjigi Proletarska revolucija in Lenin Kautsky. V bistvu je pa to sočasno tudi resolucija oziroma manifest z kongresa Tretje internacionale, tako da to je v bistvu eno z drugim v celoti povezano. Kaj je tisto, kar je najbolj pomembno z vidika tega dela, ki ga je napisal Lenin? V bistvu na teh malo več kot 100 strani govori o enem samem hudem nasilju tistih, ki hočejo nadvladati nad drugače misleči. Lahko kar beremo po vrsta, cilj je izvesti revolucijo in diktaturo proletariata. Diktatura je oblast, ki se neposredno opira na nasilje in je ne vežejo nobeni zakoni. Revolucija je dejanje, s katerim del prebivalstva vsedi svojo voljo drugemu in sicer spuščali, barneti, topovi in tako naprej. Revolucionarni položaj označuje lakota in opustošenje,
Vsa imovina gre v roke Sovjetov. Meni osebno me je pa najbolj šokirala tola, ta zadnja alineja, da za ceno narodnih žrtev bojo ohranili vpliv, mednarodni vpliv znotraj revolucionarnega okolja, kar pomeni, da enostavno, če primerjamo sokolsko filozofijo in filozofijo komunistične ideologije, Sokolom je vsako življenje še pomembno, tukaj iz tega je pa razvidno, da enostavno človekovo življenje ni vredno čisto nič. V skladu s to ideologijo je pač partija do leta 1992 želela uničiti Sokola z različnimi propagandnimi, razdiralnimi in tudi napadalnimi akcijami. Tako recimo na plakatu oziroma na listih za zlet v Beogradu poudarjajo, da je Sokol fašističen, da je Sokol policijski, da pa edino Sovjetska Rusija in Jugoslavna rdeča armada sta tista, ki sta proti imperialističnim razbojnikom. Najbolj naj je presenetilo odkritje tega dokumenta iz leta 1932, kjer na približno 3 straneh ta dokument ugotavlja, kakšno je stanje organizacije Sokola v Jugoslaviji, gre za poročilo komunistične partije in znotraj tega se lahko vidi, da je partija po tem poročilu zelo obrnila svoj odnos do sokolske organizacije, se je ugotovila, da je to zelo lahka tarča, da imajo Sokoli veliko denarja, seveda ne samo državnega, ampak predvsem iz članstva, iz članodin članstva, da imajo mladino, ki je sicer narodno zavedna in da se jo da usmerjati preko telovadbe, da jih je več kot 250 000 in da bi lahko poslužili za novo vojsko, v skladu s tem, kar je Lenin rekel, da je treba staro vojsko uničiti in zgraditi novo. In da je potrebno narediti vse za to, da se ta organizacija prevzame. V teh partijskih arhivih, življenjepisih, mi vas pa pregledala približno 15 000 življenjepisov predvojnih in medvojnih komunistov. To je bilo kar zajetno delo in znotraj tega pregleda teh življenjepisov so celo ugotovila, kako je prišla partijska ideologija v Sokola. Kot prvega, tistega, ki je pripeljal to ideologijo v Sokola, sva zasledila gospoda Alojza Ivanetiča, ki je bil vojni ujetnik v Rusiji in potem mu je ruska čeka omogočila, da je prišel nazaj v domovino, v novo mesto, iz katerega je izhajal in postal knjižničar pri Sokolu in je naredil v knjižnici v novem mestu ob legalni še ilegalno komunistično knjižnico. Ta knjižnica je bila zelo bogata, imela je več kot 15 000 knjig in pod kultom je seveda tem mladim, ki jih je uspešno omrežil in je začel predajati to literaturo. In prva taka znana oseba, ki se je zasledila, da je bila že ideološko pripravljena, je Lado Ambrožič, general Ljubljan, in je bil leta 1931 poslan na sokolski voditeljski tečaj v Maribor in tukaj se je Ambrožiču pridružita še Milan Apih in Franjo Vrunč, preko njiju pa so bili v stiku s Poličem, Lugajem in Rusom. Tale dva Apih in Vrunč sta bila zelo slabo podučena o partijskem delovanju, zaradi tega, ker nikoli nista bila v ilegali, bila sta učitelja in sta zelo naivno začela organizirati svojo partijsko celico in so jih zelo hitro odkrili in tudi zaprli ter obsodili. Takrat, ko sta Apih in Vrunč to naredila leta 1934,
oziroma že prej, že 32 leta sta začela delovati, obsojena sta bila leta 34, se noben nekaj veliko vprašal o tem, a je res partija vstopila v Sokol ali ne. Ampak naslednji proces v Celju iz leta 36 je pa bil to en velik šok za sokolsko organizacijo, ker vsi te, ki so bili v Celju zaprti, Branko Dil, Slavko Šlander, Veselin Tucovič, to so bili vsi člani sokolske organizacije. Tukaj se je pa sokolska organizacija prvič zavedla, da jo nekdo želi prevzeti. Takrat je Engelbert Dangel, podstarosta Sokola Jugoslavije, razposlal vsem župnim starostom eno okrožnico, da na en tak zelo miren način preverijo, koliko je komunistov v njihovih društvih, s pripombo, da njega posebej ne poimenujejo, da ne bi komu naredili kakšne krivice. Se pravi, zelo previdno, da ne bi komu naredili kakšne krivice. In takratni staroste po posameznih župah so seveda odgovorili, kakšno je stanje in se izpostavili, da recimo Maribor, Celje, tudi zaradi teh dveh visokih obsodb ni veliko več komunistov v sokolskih društvih, da so se že nekako samo očistila. Tudi Gorenjska je bila relativno z manj komunisti v sokolskih društvih, medtem ko Novo mesto ne bi imeli predstavljanja Ivanetiča zelo veliko število komunistov in tudi kar precejšno število ne bi bilo Ljubljani. Seveda, na drugi strani so se tudi komunisti zavedali, da ta princip prevzemanja Sokola, kot je bil do takrat, da so pač ta glavni člani partije tudi hoteli biti člani Sokola, da to enostavno ne gre in so te ta glavne komuniste potegnili ven iz društev, ampak ohranili so pa nadzor nad ideološko enako mislečimi, ki pa še niso bili člani partijske organizacije. Tak primer je recimo Max Mahlik, ki je v Ljubljani ves čas bil pod nadzorom Rusa, Ljubeja in Poliča. Zdaj, s tem obdobjem se nekako začne tudi partija ugotavljati, da je treba ali društvo v celoti prevzeti, recimo v Beli krajini Podzemlje so recimo v celoti prevzeli komunisti, v nekaterih društvih pa če ne more priti do popolnega prevzema, pa je potrebno društvo razdeliti, tako da se vidi, kdo komu paše, da se bo vedeti, kdo je s kom. Seveda, teh razdorov je bilo kar veliko, tudi neke druge stvari so še ugotovile, kako je partija s prevarami delovala v Sokolih, ampak to ta trenutek mislim, da ni več najbolj pomembno. Seveda, tale trojica Rus, Ljubej in Polič so pa imeli eno srečo, da je pošlo tudi malo menjave generacij in so prevzeli v ljubljanskih župi vse vodstvene funkcije in so začeli sistematično delati naslednje zadeve. Začeli so izkoriščati narodno zavednost v sovražno nastrojenost proti oblastem. Zdaj, tole se sicer zelo teoretično sliši, neposredno je pa to podobno, kot smo imeli leta konc 80-ih let, ko se naš slovenski del začne boriti za samostojnost proti Beogradu in vse, kar je, spet so Srbi nekaj naredili narobe, spet je Beograd, skratka, ta dvig narodne zavednosti s tem, da ti postavljaš nasprotnika kot sovražnika. Tukaj je treba poudariti, da je ta trojica tudi poudarjeno naredila razdor proti cerkvi. Sokol v svoji osnovi je bil apolitična in areligijska verska organizacija, kjer je bilo dopuščeno vsakemu članu, da je veroval ali ne. To pa tudi zaradi tega, ker Sokol na področju Jugoslavije je združeval Srbe, ki so pravoslavci, Hrvate,
pa Slovence, ki smo katoliki in pa muslimane v Bosni. Potem so začeli vzgajati mladino v komsomolskem duhu, sploh Rubej o tem zelo lepo napiše, kako se mu je to fino zdelo, da 5 komsomolcev lahko obrne cel svet na glavo, zato ker so to ideološko opredeljeni in da za njih tudi cena življenja je nepomembna, če želijo karkoli narediti. Tukaj je zanimiva en način te komsomolske vzgoje, ki se pokaže pri eni hujši zadevi, in sicer igrica lov na lisico. Lov na lisico je igrica, kjer ti postaviš, iščeš brlog lisice, po nekih znamenjih. In Janko Imetka se spomnite, pravice, ki je Janko puščal za sabo drobtinice, da bi najdla pot nazaj iz gozda. No, to je podobno, pač gre za iskanje po nekih znakih pač lisice. Organizacijsko pa je to tako zgleda, da so ti fantje postavili otroke v skupine po 3. Noben ni smel povedati nobenemu razen iz te skupine, ki so se poznali, s kom so še povezani, niti staršem, niti drugim otrokom. Samo tisti vodja te trojice je lahko z naslednjim bil v sporazumevanju, tako do glavnega vodnika. Že prej sem povedal, da so naša politiko društveno okolje, pa še ena stvar je, ker so začeli tudi voditi tečaje voditeljske, so zelo začeli iskati primerno ideološko vodljive kadre. In zadnji cilj v tej ljubljanski župi je bil prevzem Sokola na Taboru. V tistem obdobju je bil Sokol na Taboru pač močnejši tudi po strokovni plati, zaradi tega, ker je v tistem obdobju dr. Viktor Murnik kot načelnik že bil upokojen in je bila to zadeva, ki so jo hoteli izvesti. Seveda tudi na nasprotni strani so se zavedali, kaj se dogaja in so se odločili, da bodo poskušali na nek način najdati znotraj pravil, kaj so ti fantje, Polič, Lubej, Rus, naredili narobe vizavi pravil, da bi jih izključili iz sokolske organizacije. Vsakmu od obdolženih so dali pač nekoga za obrambo, imeli so tudi vsak imel svojega tožilca in ta proces je trajal 4 mesece, praktično vsak teden so se dobivali na obravnavah in ob koncu 4 mesecev so Poliča in Lubeja izključili iz sokolske organizacije. Josipa Rusa niso mogli, Rus ni bil član Sokola na Taboru, ampak je bil član Sokola 3 za Bežigradom, kjer pa ni imel nobenih, bom rekel, funkcij, ki bi mu dajale kakršnokoli izvršilno moč pri opredeljevanju Sokola 3. Seveda, tukaj v tem obdobju, ko izključijo Lubeja in Poliča, Zorana Poliča, se izključ zaradi neplačevanja članarine še cela vrsta zelo znanih povojnih partijskih politikov, recimo Mitja Ljubičič, Bojan Polak, Stenka, Niko Kavčič, Franc Kotin, Nedo Klemenčič. Skratka, ena izjemno velika številka ljudi je bila dodatno izključena, ampak zaradi neplačevanja članarine, ker so se sami odločili, da ne bodo več člani Sokola. Zanimivo je nekaj, in to v velikih teh dokumentih in tudi prispevkih se izkazuje, da so vsi ti, ki so bili izključeni, so takoj pristopili že leta 1940 k sodelovanju pri ustanovitvi Društva prijateljev Sovjetske zveze. Sicer to društvo ni bilo v celoti ustanovljeno, ampak tukaj v tem Društvu prijateljev Sovjetske zveze najdemo pa tudi že zraven krščanske socialiste, Sokole in pa kulturnike,
ki so bili znotraj kasneje OF-a. S pričetkom druge svetovne vojne grejo sokoli takoj v ilegalo. Na nemških okupiranih ozemljih Nemci takoj prepovejo sokola. Italijani so imeli pa tukaj v Ljubljanski pokrajini idejo, da bi se sokol združil z Gilom, to je njihova italijanska telovadna mladinska organizacija, ampak ker je šel sokol v ilegalo, niso imeli sogovornika in enostavno so pa ugotovili, da je lahko tudi oni po let 41 enostavno imajo in prepovejo sokolsko organizacijo. Tukaj se nam takoj tudi pojavil problem, kdaj se je začel odpor proti okupatorju. Seveda mit je, da se z nastankom protiimperialistične fronte prične odpor proti okupatorju, v bistvu se začne 6. aprila, zaradi tega, ker enostavno, če ne bi bilo odpora, pol Nemci ne bi rabili 5 dni, da pridajo iz Gradca do Celja, ampak bi prišli v 3 urah, kar omogočajo cestne in železniške povezave, če ne bi bilo nobenega odpora. Seveda, tukaj midva lahko so samo ugotovila zalešeno, da enostavno tisti, ki so podpisali v imenu sokolske organizacije, da pristopajo v OF, da enostavno niso bili nelegalni, nelegitimni predstavniki sokolske organizacije in enostavno je to še en mit, da so bili sokoli člani OF-a. Niso bili. Zdaj, zakaj pa ne? Zaradi tega, ker sokolska organizacija imela svoja pravila in tega bi se morali recimo pravniki, kar sta bila Polič in pa Rus, seveda zvedati, ampak če ste videli prej tisto, kaj je Lenin napisal, da za njih ne velja nobena pravila, nobena ustava, nič, pol je logičen, da so si to tudi lahko prvoščali. Zdaj, v tem delu sva pač več stvari ugotovila v teh arhivih, da enostavno je tudi OF nastal šele z napadom Nemcev na Sovjetsko zvezo, prej je bila to protiimperialistična fronta, o tem pišejo in Kardel in vsi ostali. Bolj pomemben je to, da vsi tisti sokoli, ki so pa pristopili v OF, da je med njimi in med partijo prišlo celo do dogovora, da je tudi sovjetska revolucija za njih sprejemljiva, oziroma da so bili že prej praktično dogovorjeni. Tukaj imamo še pred dologitsko izjavo, ko Boris Kibrič piše CK-ju, da so vsi sokoli, ki so pristopili v OF, da so že v partiji, da so to tisti, ki se niso strinjali s prejšnjim jugoslovanskim vodstvom in da so izrazito sovjetofilno nastrojeni. In da so ti sokoli tisto, kar je bilo potrebno, da se predstavi kot meščanski del naroda za meščansko revolucijo in da bojo zelo dobri vojaki kot rezerva proletarijata. Seveda, na nasprotni strani so sokoli ustanovili glede na načrte, ki so odkrili Sokolski vojni svet in tudi Sokolsko legijo. Najdel sem tudi dokument, kjer piše, da so se želeli priključiti v OF, ampak da niso najdel skupnega jezika o tem, kakšna bo prihodnja država, ker je v OF-u bilo že takrat jasno, da bo to sovjetska država. Najbolj je pa zmotil to, kar je že prej povedal Aleš, da je bil odlok o zaščiti naroda, kjer se kaznuje vsak, ki odvaja sile za borbo proti okupatorju, tudi če gre za njegov namen. In v tem delu
sva bila zelo presenečena, ker so vsi ta glavni vosovci so bili sokoli. Runko, Stadler, Brajnik. In tukaj se kaže ta sprevržena partijska logika, kjer bratje ubijajo brate in sestre. Tukaj recimo lahko izpostavimo Fanuša Emerja je že Aleš izpostavil kot prvo sokolsko žrtev, recimo August Praprotnik, zelo poznan sokolski delavc, je bil tudi žrtev tega nasilja, pa še kakšna punca Minka Dovč tukaj z Jezdce je bila ubita čist po, zato ker je imela neke čustvene odnose, mogoče z nekom, ki ni bil partiji najbolj všeč. Zanimivo je to, da ti bosovci, ki so bili člani Sokola v Spodnji Šiški, da so bili dodatno šolani v Vzajemni. To je bila partijsko društvo in tukaj so jih očitno zelo dobro usposobili za vrhunske morilce. Seveda, to Sokolsko legijo kot plavo gardo zajame partizanska vojska v Vrčevicah. Zanimivo je to, ko primerjate, da so Sokoli potrebovali 4 mesece časa resnega pravnega dela, da so par članov izključili svoje organizacije. Tukaj v Kočevju pa so po hitrem postopku, praktično brez kakršnega resnega sodnega postopka, dokazovanja krivda in nekrivde, vse po spisku seveda umorili. Tukaj sva najdla celo v teh knjižicah o zgodovini delavske revolucije na Slovenskem. To je zelo dobro branje, in zelo indikativno, ampak je zanimivo, da se malo kdo pol o takih stvari vpraša, kaj je to res oziroma kaj ni. In recimo po problemu slovenske vojske v času med obema vojnama kaže tudi tale del pisma Kardelija Titu, ko je bila želja, da se združi štabe posameznih narodnih štabov Hrvaške, Srbije in podobno v enovit štab. Piše Kardel Titu, da si tu čudijo bi se upravo najmanj vezanošću naroda na prvu istinski v narekovajih, slovenačko vojsko, v kojo gledajo garantijo za svojo pobedo. Najno delo tukaj, ko sem to preiskvala, sem bila tudi šokirana, namreč 15.000 približno medvojnih komunistov je bilo v partizanih, pri tem, da je bilo v koncu druge svetovne vojne 35.000 partizanov, se pravi, na vsakega partizana je prišel približno en partizan komunist, en partizan nekomunist, 10 let po čigavih rokah je bila tale neumno gledamo slovenska partizanska vojska. Tudi sama ukinitev Sokola je bila nekaj, kar je zelo neobičajnega. Načeloma velja naslednje pravilo, pravno pravilo. Imamo pravni red neke države, pol pride okupator, ta okupator en del pravnega reda ukine, en del ga odhrani in ko ta okupator gre, avtomatično začne veljati spet pravni red te države, ki je bila napadena. Kaj to pomeni? Recimo, med drugo svetovno vojno se je normalno kupovali prodaje zemljišča, se pravi, zakon o zemljiški knjigi je normalno potekal. Seveda, Sokola so uradno ukinili. Ampak, ker so ga ukinili z odloki, ki so imeli pri okupatorjih bil značaj zakona, Sokol Kraljevine Jugoslavije bil ustanovljen z zakonom, bi morali pač, ko je okupator šel 9. maja, spet velja pravni red Kraljevine Jugoslavije. Seveda niso spoštovali tega pravnega reda, Ljube je sklical zbor slovenskega sokolstva in na ta zbor slovenskega sokolstva so lahko prišli samo tisti sokoli, ki so bili člani OF. Se pravi, spet popolna negacija pravnega reda
In za zaključek je pa najbolj nora misel, ki jo je izrekel Jože Rus v svojem govoru, da je sokolstvo našlo v komunistični partiji izpolnjeval po svojih idealov. Zdaj pa pomislimo mi na sokolsko vzgojo, ki ima 4 dele. Narodna vzgoja pri komunizmu je komunistični ideologiji popoln nesmisel, zaradi tega, ker je mednarodna združba in narodnost je popolnoma nepomembna, tudi če vzamete Kardeljev odnos do slovenskega vprašanja, ker je tako slaba knjiga, da Bog pomaga. Potem moralna vzgoja. Ko vi enkrat uzakonite pobijanje kot moralno normo, pol morale ni več. In tega je bilo pri partiji enormno veliko. Demokracija v totalitarizmu je bistroumni nesmisel, ne zaradi tega, ker se vse dogaja z vrha navzdol in ostane samo še telesna vzgoja, ki je pa primerna. In primerna je telesna vzgoja v vseh sistemih, ki zdravi ljudje so pa posod zaželjeni. Zato tudi ni čudno, da so pa, ko so ukinili Sokola, po nekaj časa so pa ustanovili TVD Partizan, telesno vzgojno društvo. Se pravi, telesna vzgoja je bil edini vzgoja, ki je še lahko ostajala pri bodočem telesno-kulturnem društvu. To, da so nam tudi uničili slovensko izrazje s partijskim izrazi, fiskultura, gimnastika, je tudi nadaljevanje tega, da enostavno niso imeli odnosa do naroda, kjer je jezik najbolj pomembna kategorija naroda. Viktor Murnik je na tem zboru vsem prišel do besede, kjer je pa na koncu rekel takole, da bi moglo, ker bi bil malo grd, bi lahko rekel, da je kralj mrtev, živo kralj. Midva sva bila tudi začudena, ko sva najprej prebrala Viktorjev govor, da s tem zaključuje, ampak ko sva pa tudi povojno delo preverjala, sva bila pa šokirana, ker na vse zadnje Tito si je prelastil ne samo stvarne dobrine, kot so Dedinje, Brdo, Vila Bled, Lovska področja in podobno, ampak si je prilastil tudi sokolsko ikonografijo do kralja. Recimo štafeta mladosti, ki je toliko bila poznana tudi v času SFRJ, je bila prvič nošena leta 1934 v čas kralja Petra I. in so končali na njegovem grobu s to štafeto. Leta 1941 naj bi čas kralja Petra II. Od njegove polnoletnosti izvedli celotno štafeto po vseh jugoslovanskih župah. Najbolj me pa šokiralo to, da je bila himna Hej Slovani ena od himen sokolstva pred drugo svetovno vojno, se pravi, da si je tudi ta del komunizem prilastil. Zdaj, če počas zaključamo, dejstvo je, da so Sokoli ukinili vsi totalitarizmi 20. stoletja, tako komunizem, nacizem in fašizem. In v bistvu je zanimiva misel Levna Štuklja, ki še ni bila čisto objavljena, bo pa hmal, da takrat, ko so Slovenci in Sokoli prišli v skupno kraljevino SHS, da ni bilo več tako velike nujne potrebe po sokolstvu, zaradi tega, ker so narodi dosegli, da so se odcepili od Germanije, od Italijana, od Hunov, od Mađarov, Bogrov. Ampak, da bo pa ponovno zelo pomembno vprašanje sokolstva in narodne vzgoje, ko bomo prišli v Evropsko unijo, ker v tako veliki združbi bo pa problem ohranitve naroda. In
Na koncu, zakaj so bili sokoli prevarani? Ne? Zato, ker so bili vzgojeni v narodno-demokratičnem duhu, usposobljeni za obrambo domovine, ampak jih je partija zelo, vsaj tiste, ki so prišli v podnebno okrilje, zelo hitro prestavila v ideološki smeri iz sokolske ideologije v partijsko. Tukaj je eno pričevanje Staneta Vesela, ki govori o tem, da je slišal najprej neki očetniki, da se zbirajo v gozdu in da mu kdo všeč, da se bo nekdo boril proti okupatorjem, ne, in da bojo zbirali hrano, pa tudi obleke, pa to, ne, in da so vsi sokoli to začeli z veseljem delati, ampak po parih mesecih so bili pa vsi takoj sprejeti v skoj. In to je bilo tisto, na kakršen način jih je pač partija preveslala, da so sodelovali pri meščanski in pri sovjetski revoluciji. Evo, tole je bilo nakratko po tej knjigi, ki je malo bolj sicer obsežna, da se še nekaj, zdaj pa da mi da Vesela, kakšen vprašanj, mogoče bo pa še nekaj dopolnil, ker včasih jaz nekaj pozabim povedati. Ne bi dopolnjeval, mislim, da je bilo dovolj povedanega, bi bilo pa dragoceno, ste poslušali, kakršen bolj pomislek se je komu utrino, ne, ker taka stečana jaz ni vam to razumela, kot izmenjava misli. Videli so prišla samo povedati, do česa smo prišla, ne. Seveda, vsak ima pa svoj pogled, svojo vizijo in mene bo zdaj dragoceno, ne, pogovori, ki so bili, ne. Recimo, ko so bilo v Žireh, ne, so nam pokazali en zbornik, ker niso vedela, ne, kjer imajo oni zapisano, da so Sokoli šli v Ljubljano in so povedali, da so Poliču in ljubajo, da oni pa ne bojo šli v OE. Tega nisem vedel, ampak tako, skozi ta predstavitve zveš razne stvari. Tako, evo. Kratka spodbuda strani Kako to mislite vi? Ali pa kar to meni, ne sej. Veste, bom še to rekel, ne? To sem slišala, da je to enostransko, ne? Potem sem pa skoro povračal, čem je to enostransko? Pa mogla videla sej, ne vem, še neke druge, pa še to prek debeleč knjigo. Videla sem pač ta problem preiskala, kaj partijski del o sebi misli, ne? Tukaj ni nobenih bogobrancev, nobenih, nič ni bilo, ne? Tukaj kaj ta partijski del o sebi napisal. Videla sem, temu sem sledila, ne? Tako, moram pa reči, da videla sem se osredotočila na ta problem, ne? Sem pa zdaj pa na pametno moram, ker imam dokaza, sem najdel v teh arhivah, sem prebral, ne, kjer je v partijskem gradivu pisali, ne, da dobro, da so se pojavili te krščanski socialisti, če ne bi mogla partija sama ustvariti, ne. Žal, ker sva videla drugo stvar, da sem rekla, ne, tega pa ne bo gledala, pa se šla pa gledati, pa se več najdela, no, teorije, ne. Pa sigurno obstaja, ne, ker človek me mora se nekaj spomniti, ker ni videl. Ampak hočem reči, da ta zgodovinska stvari so res tako široke, da kar bi lahko šel tako široko, da ne bi nič povedati več vedno. Za naj bo tole zelo kaj, ki je, ne. Je bilo pa zanimivo še nekaj knjigi, no, mogoče sam, ko ne, zakaj je moje mišljenje, da čeprav se velikata sliši, pustimo zgodovinarjem, ne. Jaz sem mnenja, da jo ne smem obstiti zgodovinarjem, bom povedal zakaj ne. Videla so naj, da tukaj not je bil eno poročilo Kardela Kiriču, ki prav, tudi Tito se strinja s tem, da bo Stane Rozman postal šef republiškega štaba Slovenske vojske. Se ga spomni še iz Španije, pa se spomni, kako je bilo polemike Titom, pa nekaj v Španiji, ne. To sta zgodovinar Perevec, pa zgodovinar, ne, Simič, ne nekaj zgodovinar, ne. Novinarje, ki so knjigo Titu, zdaj so to najdeli v Beogradskih arhivih. Ampak ta dokument, ne, ki je pa tukaj prvac bil, pa slovenski zgodovini niso najdeli. Zato se ne smem pušati zgodovine, sam zgodovinar. Tako, to je moje mišljenje, ne, jaz lahko je lajšno, pa da ne stoji, ampak tako jaz razmišljam. Kakšno bo
vlogo so imeli pa oni v tem času? Prosim? Oni, Orli so bili, krščanski. ne, orli so bili že ukinjeni takrat, ne, leta 1929, ko je bila želja, da bi vse isto vrstne organizacije bile pod enovito upravo, ne. In telovadne organizacije so bile takrat orli in sokoli, ki se pač so imeli na voljo, ali se pridružijo sokolom, ali se razpustijo. Problem pa je bil, ker orli niso bili samostojna organizacija, ampak so bili znotraj katoliške, kako se jim že reče, prosvetnih društev in s tem niso bili pač del tega. Je pa odlovstvo na nek način pa vsem na nek način ustrajal in preko Zveze slovenskih kmečkih fantov in deklet je na nek način obnovil del svoje dejavnosti. Fantovskih odsekov. Karadžordževiči so bili bolj proti orlom, zelo, ko so bili krščanski. Ni bilo to, ni bil to razlog. Ne, če se lahko vtaknem sam tako, moramo vedeti, kralj Aleksandar je imel idejo, da bo naredil jugoslovanski narod, ne, torej, da v 3 plemena dal eno, jugoslovanski narod. In on je kot model najdel sokole, ki, zato so bili tolerantni do religiji, kjer je skozi sokole jugoslovanski narod delal, ne. Zato je tudi jugoslovanska nacionalna zveza imela malo prednosti politična organizacija v tej strukturi, ne, to moramo priznati, ne. Ampak to je bil pač njegov projekt, zato je tudi vse tako pero in so bili sokoli, ne neke bonitete znotraj vsega delovanja. Tudi 3 mesece so vojska služiti, recimo. Če si mu potrdilo, da si bil sokol, ker si vse tisto, veste, v vrstu se pozna, to so znali, ker so se mogli drugi čik, ne. Tako da sami dva nisem to širila, ne. Če sem prav prebral svoje knjige, šle zdaj v Srbiji, ne, da bi kralj Aleksandar od vsega začetka hotel Jugoslavijo narediti. Ampak da so ravno Slovenci pa Hrvati hoteli v imenu države biti. A je res, ne, se je to na motiku, ker to pa res presega, ampak hočem reči, tega je še veliko za prebrati, če je to te pomanilo. Jaz bi imela eno vprašanje. Vi ste rekli, da so po okupaciji sokoli še ilegalni. A bi lahko prosim na kratko pojasnili, kaj to pravzaprav pomeni? Jaz vem, kaj je za partijo pomenilo, mislim, komuniste, da so bili ilegalni. So pač imeli eno mogočno organizacijo, mislim, zelo dobro organizacijo, kako skrivati pomembno ljudi, ranljive ljudi, ustanoviti fiskalne ciklosti in skratka, zvezane ljudi in konto. Kaj pa je za sokola? To je pa vendar Podobno. Ja, imeli so vojni načrt, ne? Ja. In znotraj tega vojnega načrta je bilo, da grejo v ilegalo. Relativno hvala so gotovili, da je za vojaško delovanje ni smiselno, zaradi tega, ker so žrtve prevelike in da je potrebno delovati na področju obveščevalne službe, ne? In so se temu podvrli. Recimo, Dosjeno Štovša potem govori zelo dobro, ker je tudi noter cel tale sokolski vojni svet sodeloval. Tole je bila želja. Tudi veliko teh sokolskih oficirjev, ker velikih je bilo oficirjev, ne, velikih je bilo tudi interniranih, recimo trener Mira Cerarja, Boris Gregorka, ne, je bil na ta način interniran, zaradi tega, ker je bil častnik in so ga v tisti čisti, ko so z dopisnicam poslali javno, da ne se javijo na mesto, so jih najdli in so jih odpeljali. Tako da tole je bilo določen, kaj bo bilo. Tudi recimo po Grčevicah, ne, en zelo dober telovalec, Edvard Antosijevič, je bil eden od povernikov Sokolske legije, je bil izdan in je šel Nemcem izdan in je moril tudi Dachau. Sicer je preživel Dachau, ampak je pa šel v tujino.
tako do teh zgodb je veliko, ampak Sokol je v bistvu do konca držal ta ilegalni velik svoj vpliv. Tudi recimo prva slovenska vlada, 3. maja, ki jo ustrojil na Taboru, je praktično sestavljala tudi Sokol. Je bil Račič Sokol, kot tako je bil? Marko Račič. Ja, bil tudi Sokol, zelo kratek obdobje, zato ker velik 100 let star, se pravi, mnogo je 19, Ja, 100 let bom gledal. Malo, najstarejši slovenski olimpijec iz leta 48. Še kakšno vprašanje? Vidim, da ste zelo avtonomna. Marjan, jaz bi se pa oglasil kakšen predstavnik mlajše generacije in se s tem srečujem prvič. Mislim, o tej organizaciji nisem vedel skoraj nič. Zdaj pa malo pred očmi, da ste vidva telovadna učitelja. Ja. Bila. A se je naša mentaliteta res tako spremenila, da so recimo v predvojnem, medvojnem času, da je mladina takoj nasedla nekim ukazom, danes pa karkoli rečeš, mladina ne bo ničimor nasedla. Kaj se je zgodilo? A smo butli zdaj, a so bili butli takrat? To je pa zdaj dobro vprašanje. To je bistvo. Da slišam to, da so bili trojke, da niso vedeli ime eno z drugega, pa jaz sem sam zdaj preštudiral rodovnik za 400 let nazaj. Prijem govorim z njim. Ja, s koncu skupaj. A veste kaj? Te trojke, oni se imajo kot tigrco. Danes otroci tigrco. Če bi tole, danes bom spela na vsaki šoli, to pa bojo otroci, ti jih ne bojo pojeli, vse se bojo igrali. Ampak to je trening za trojke bil. Trojke so preproposovske. Ni slučajno, da so potem tako funkcionirali kot so. Dejansko so bili. Jaz sem, recimo, observative, preden so bili urejeni pa zaprti, tako je po samosvojitu se da veliko videti, in sem si skopiral schemo nasprotnikove organizacije, ki so Nemci naredili. Vse imajo noter povezave, kako vse. Veste, če pa ni noter? Vosa. Vosa pa ni noter. Vosa niso tudi ene črte. Niso ga vedeli, zakaj se dogaja. Partijo, cela schema je intaktna. Torej, boljše ne more biti. Z barvicami, da nisem, kdo je kolmu, nadrejen, podrejen, vse. Vosa pa ni. Ker to je, veste, to so reformacije, ki so se spostavljali, da poznate zakon zaščiti naroda, ne? To so se zaščiti, že se pogaljali za akcije, nas sprašati na res pozdrav, pa z njim, pa doma živeti kot letni sosedje. Tako je funkcionira in to je bil uspešen model. Namreč, veste, nekaj pa moramo se zavedati, da ne glede, kaj si mislimo, je bilo to genijalno izpeljano. Psihološka, sociološka partija veliko boljš kot tista druga strani, še danes, kot na tem svetu drugače. Ker so, oni so tudi asociativno razlagali, ni direkt, da veste, za direkte ni treba mojati, ampak malo drugače še je to, ne. Uspešno so vse znanosti vključili svoje delovanje, to je treba priznati, ne, iz tega. Poglejte, če bi se četniki pa demobranci v Sloveniji združali, veste, kakšna vojska bi to bila? Pa ni šanse. Ker ta dve različne verske pripadnosti sodelovali. Niso ničevo sodelovali. Tako je pač bilo, ne? To je realnost, veste, ko gledaš to, ne? Vsak je zase nekaj, ne? Potem četniki so jugoslovanski vladni sledili v Londonu, ne? Bomo pošteni, tudi Sokoli v velikem delu, ali pa večinsko so bili zvesti kralju Petru, ker kaj bi on bil njihov starosta. In tukaj je bila modrost tega Aleksandra, ki je sina postavil za starosto in je že povezal. To so vse stvari, ki tečejo vsakodnevno, ne? No, so drugačne, imena so drugačna, vse je drugačna. Princip pa ostaja. Tako jaz razumem, da se pametno da delo. Zdaj vem, če sem odgovoril. Ne, sem nisem mislil. Jaz lahko še odgovorim gospodu. Zdaj, če pogledamo te štiri vzgoje, narodno, moralno, telesno, demokratično, ne. V bistvu so nam v šolskem sistemu ukinili vse
te vzgoje razen telesni, ki se danes imenuje šport, kar je tudi svoje vrstne strapanija, ker šport pomeni tekmovanje. Ampak narodno vzgoje nimamo v učnih načrtih, imamo državljansko vzgojo. To je velika razlika. Če pogledam kakršenkoli časopis danes, ki ga odpremo, pa če poslušam kjerkoli medij, vsaka 5., 6. beseda je tujka. Prejšnji teden je bil svetovni pokal v gimnastiki v Kopru. Mi imamo zelo lep slovenski izraz rodno, telovadno za to. Nimamo več, enostavno so nas, jezikovno so nas otujčili. Če vzamem demokratično vzgojo, glejte, sam pogledajte, kaj se mora ustavno sodišče ugotavljati, ugotovite, da nismo demokratična več družba. Kaj nam je še ostalo moralno, vzgoja. Glejte, dokler lopovi živijo na svobodi, puri tatovi so po zaporih, nekaj ukrade milijardo je svoboden, je spoštovan, toliko časa pač morale v tem okolju ni. In gre za eno globalno razgradnjo ene družbe. Zaradi tega imamo mi težave z mladino, zaradi tega, ker nimamo več vzgojnih prijemov v tej pravi smeri. Vse se določena okolja se trudijo, pa je tudi v redu, ampak kot generalno nimamo ta prave usmeritev. Pa samo še... Čakaj, gospod, še hvala. Samo eno da pojasnim. Edvard Karder je bil učiteljiški, kot se je. In veste, ko je bilo 17 let, vsa ta generacija slovenska je bila fanatična. Na eni in celo na drugi, kateri kar stane. In Edvard Karder je že kot 17 leta mulj zgovoril, imel predavanja o leninizmu, imel predavanja o vsem tem, kar ste tukaj navajali, kar je Lenin sporočil o proletarski revoluciji in prevzemu oblasti. In tukaj moramo razumeti, kasneje so bili seveda mnogi komunisti tudi zaprti. In tukaj moramo razumeti, da se te strašni spor in celo sovražni slovenske malem narodu, gledajte, nas je samo 2 milijona, tako zaostrili tudi potem v drugi svetovni vojni in da po svetovni vojni, ko so odpili slovensko partizansko vojsko, kar je seveda Kidrič tudi potem dobil ukor, se je odpilo v tem, da bi ne bilo več slovenska vojska, ampak je bila samo Jugoslovanska narodna armija. In tukaj se potem pokaže tudi v armiji, da je bila partijnost tista, idejnost in narodnost tista, ki je komunistično partijo postavljala čez vse. Če vzamete potem, to kar se dobro pojasnili, tudi veliko ustanovitve OEF, protiimperialistične fronte, morate vedeti, da so vsi imeli svojo neko, bi rekel, ideološko predstavo, generacijsko, ki se popolnoma razlikuje od današnje generacije. Kriva je pa tudi, bomo rekli, tako šolsko ministrstvo, kot vsa ostala ministrstva, ker ne, in tu jaz sem pisatelj, ki vam popolnoma jezikovno pritrjujem, da so izbrisani besede, ali pa besede zveze, ki bi morali obstajati. Porodna telovadba, zvimo Leon Šturli je bil porodni telovalec, je prekrasna beseda, ki pove Slovencu, kaj je to gimnastika. Kaj je to gimnastika, seveda gimnastika je to, mladi to ne bi vedeli. In tukaj bi morali ukrepati, jaz vam tudi za knjigo Prevarjeni zakonici citam, tu bi morali upeljati določene strukture mišljenja med ušesi, kar se dogaja pri današnji mladini in seveda voditeljih te države, da bi se resnica od okoljih tudi uresničila. Res pa je tudi tradicija, ko ste pokazali na štafeto. Poglejte, na štafeti je mladina pokazala s tistim škandalom plakata, da je bilo treba samo Hakenkreuze, pravi kljukasti križ,
zastreti in staviti rdečo zvezdo. In kaj se je zgodilo? Te stvari, ta ideologija, te generacije 20. stoletja, tu vidite, kako je bila zelo podobna eno drugi. Edina izjema je, tu moramo reči, pa kakorkoli, če mi zamerite, ne, je katoliška cerkev. Edino katoliška cerkev je ohranjala svojo lastno, slovensko zavedno, bi rekel, zavest ali pa moral in etiko od Primorske do Štajerske. Edino, ker je bila naravnana duhovno, ne pa telovadniško in politično. Toliko je moja, jaz vam čestitam za to knjigo, jaz jo bom tudi prebral in ocenil in mislim, da bi morali tudi, če bodo mediji kaj delovali, malo več storiti za promocijo takih knjig, da pride do večjih razsežnosti med mladino in tudi med intelektualnimi stvarmi. Ja, jaz bi pa na tej točki, gospod, če smo zaključila, ker se zdi, da je zelo pomembno, da smo se pač tukaj zbrali zelo različni ljudje, kar je potem naš namen. Hvala predavatelju, ki sta res nam povedala veliko novega. Povodek potrjuje, kako pomembno je, da si dobrohotno prisluhnemo šolani zgodovinarji in tisti, ki se spirajo, pa nimajo formalno zgodovinarske izobrazbe. Skratka, dobrohotno sodelovanje. Povabim, da kupite knjigo po znižani ceni in potem napovedujem že naslednje predavanje, ki bo jeseni 12. septembra, ki tudi ne bo tako klasično predavanje, bo kombinirano z vodstvom po Gruberni palači, namreč Ferdinand Črbel bo razkril nekaj manj znane plati zgodovine te stavbe in nas popeljal po kapeli in od zunaj se bomo gledali s kakšnim vodstvom. Hvala.